Pri delu za mizo nam glava pa ramena uhajajo naprej. Zato je zelo potrebno, da ta del sprostimo in okrepimo. 5-minutni odmor je že dovolj, da naredimo nekaj za svoje zdravje. Ni potrebno veliko prostora, dovolj je že meter krat meter, toliko, da lahko raztegnete roke, da lahko naredite razkorak. Če hočemo popravljati učinke sedenja, ramena nam padejo naprej, se pravi, mi moramo vaje izvajati v kontrasmeri. Že samo s tem, da gibamo, že se izboljša naše razpoloženje. Med vadbo se namreč sproščajo hormoni sreče, endorfini, dobimo dodatno energijo za nadaljnje delo. Sploh, če pišete z dominantno roko, hitro pride do vleknjenja in tukaj trpi cela hrbtenica, tudi ta ledveni del. Ker so možgani prekrvavljeni, se izboljša pozornost, izboljša se pomnjenje, se pravi spomin. Nenazadnje pa lahko tudi že popravimo negativne učinke, ki ga ima sedenje na našo hrbtenico. Sprehod je za sprostitev primerna oblika. Če pa gledamo glede na učinke, pa žal ni dovolj, ker ni dovolj intenzivna. Nek kriterij za učinkovito vadbo naj bi bil, da se prepotite pa zadihate. Pri sedenju se pogibalke kolka krajšajo, kar pomeni, da nam medenica obrača in prihaja spet do nepravilne drže. To popravimo pa tako, da naredimo izpadni korak. Ko izgubite moč, gibljivost, imate težave s hrbtenico, zniža se vam odpornost proti virusom, slabo se počutite. Vedeti morate, da zelo hitro pridobite tudi dodatno težo, ki lahko vodi tudi do slabe samopodobe, do razvoja psihičnih bolezni. Kriterij za gibljivost je, da si dovolj gibljiv, če prideš s prsti do tal. Zavedati se morate, da je gibanje naložba za celo življenje. To je v bistvu nek tak super pokojninski fond, v katerega lahko vlagate že zelo zgodaj.